Dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z mlado podjetnico in mamico Žano Blasuto. Pogovarjava se o tem, kako gresta osebna in poslovna rast z roko v roki. Žana, kako se ti prepletata osebna in poslovna rast, katera modrost si na poti ponotranila? Meni osebno je najbolj pomembno biti to, da sem pristna, sem to, kar sem in se ne skrivam za nobenimi maskami ali pa kakršnimi koli ovirami. V bistvu sledim temu, kar čutim, kar mislim, da je prav in povem direktno in to v bistvu tudi nazaj od in osebnih prijateljev in poslovnih partnerjev pričakujem. Iskreno se mi zdi, da je tista, ki je najbolj pomembna, po drugi strani pa mislim, da moramo znati sprejeti sebe, svoje misli, svoje občutke, slediti svojemu srcu in svoji intuiciji, ker le tako bomo lahko pristni in iskreni in osebno in poslovno. Zelo mlada, ampak že zelo modra. Glejte nas na Ljubljana TV v oddaji Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z menoj, ko gostim eno izjemno mlado žensko, Žano Blasuto. Žana je podjetnica, direktorica in mamica, ki uspešno krmari med izzivi vodenja podjetja ter družinskim življenjem. Njena strast je ustvarjanje poštenih in dolgoročnih poslovnih odnosov, pri čemer se sooča z izzivi, ki spremljajo mlade podjetnice na poti iskanja svojega prostora, na pristen način in v nenehnem iskanju ravnotežja med kariero in materinstvom. Ko sem jo povabila v oddajo, je sprva oklevala, saj je menila, da je premlada, da bi lahko bila navdih. A prav zato, ker se kljub mladosti pogumno sooča s številnimi izzivi, je njen glas še kako pomemben in izjemno dragocen. Kajti pristna ženska se ne rodi, ampak ustvari. Življenjski izzivi jo oblikujejo in kalijo, da vse bolj suvereno stopa v svojo polno moč. In prav to pot prehaja tudi Žana. Zato sem iskreno vesela, da je danes z menoj. Pozdravljena in srčno dobrodošla, Žana. Zdravo, Suzi. Žana, imaš dve pomembni vlogi, biti podjetnica in biti mamica. Ampak kdo je Žana kot ženska? Žana kot ženska je v bistvu ena oseba, ki zelo veliko včasih govori, direktno pove, kar si misli in po drugi strani nazaj tudi sprejema mnenje ljudi. Nikoli ne obsojam nikogar. Vedno najprej spoznam osebo in si potem šele ustvarim neko mnenje o nekom. V bistvu sem zelo samozavestna, odločna, vztrajna, predvsem pa mislim, da sem pogumna in najpomembnejše mi je pa v bistvu to, da vedno sledim svojemu srcu, svoji intuiciji in tisti svoji pristnosti, da sprejemam sebe kot sem in mislim, da me to zdaj v bistvu pelje na pot, po kateri hodim. In to je tudi ključno. Tako je. Si imela kakšne mladostniške sanje? Da bi imela prav mladostniške sanje, se ne spomnim. Je pa res, da sem bila že od malega v bistvu malenkost drugačna. Vedno sem imela kratke lase, nikoli se nisem šminkala, nikoli nisem nosila nekih oblekic in vedno sem zelo rada veliko brala in veliko pisala, kar mi je v bistvu to pisanje mi je res dalo tisto nekaj, kamor sem zlila sebe, svoje čustva in mi je zelo pomagalo potem tudi pri nadaljnjem, tudi v študiju in vse posod naprej. Pisanje je zelo terapevtsko in tudi veliko pomaga pri razumevanju samega sebe, ker pri pisanju ni filtra. Tam samo si in tam lahko zapišeš vse sanje, vse želje, vsa čustva in dejansko skozi pisanje tudi spoznavaš sebe. Si na tej poti, ko si pisala, tudi zapisala kakšne preizkušnje, izkušnje, ki so te do sem oblikovale, izklesale?
Zdaj, v bistvu izkušenj in preizkušenj je bilo v bistvu kar nekaj. Zdaj, najbolj se spomnim recimo tega trenutka, ko sem bila nekje zaposlena, dobila pogodbo za nedoločen čas in to je sicer super, fajn. Potem sem pa prišla domov in to je bil res tisti prvi trenutek, ki se spomnim, da sem se sama s seboj dol usedla in se začela pač pogovarjati. In v bistvu takrat sem se prvič zavestno sama sebe vprašala, kaj želiš, kdo želiš biti, kaj hočeš ustvariti. In v bistvu potem sem prišla do odločitve, da pač ta služba in tisti način življenja, ki sem ga imela takrat, ni zame. Zato sem zdaj verjetno tudi tukaj, kjer sem. Druga taka stvar je bila pa v bistvu rojstvo mojega prvega otroka, ker sem pač zelo mlada postala mamica. Ampak meni je bilo v bistvu takrat super fajn. Imela sem pač službo, imela sem stanovanje, ni me skrbelo nič. Seveda sem verjela vase, da bomo to vse skupaj zmogli. Potem pa se spomnim tistega prvega trenutka, ko sem ob sebi imela tega dojenčka, ki je bil previt, vse je imel, kar bi moral imeti. In v bistvu je potem takrat prišel tisti trenutek, ko sem rekla, a sem se odločila prav, a bom zmogla. V bistvu takrat ti dojemaš, da nimaš nobene knjige, nič te ni naučili na to, kar sledi. In takrat je bila ob meni moja mami in je rekla, tako pogledala me in rekla, glej, Žana, zmoreš, boš, verjemi vase, ker boš super mami, ampak v bistvu moraš ti prvo umiriti sebe in ko boš ti umirila sebe, bo miren tudi tvoj otrok. In to je bil res tisti trenutek, ko sem wow, in še zdaj me to v bistvu pelje, da v bistvu moraš najprej umiriti sebe, da bojo potem mirni tvoji otroci in vse ostalo bo potem. Je to ključna modrost iz tega časa, ki si ga tako ponotranjila? Mislim, da ja, ker v bistvu to je bil res po moje najboljši nasvet, kadarkoli sem ga kdaj dobila. In tudi zdaj, karkoli se mi v življenju zgodi, vedno pride ta trenutek, umiri sebe, pojdi v sebe noter in potem bojo mirni tudi drugi, tudi okolica bo potem sprejela. To je zelo moder nasvet. Jaz sem ga spoznala šele v svojih poznih 40-ih, da ko so pritiski, ko je odločitev, ko je kaos okrog tebe, ko te življenje preplavlja, je ključna modrost, ustavi se, umiri se, poslušaj sebe in iz tega prostora miru potem naredi odločitev, karkoli je pač treba se odločiti. In če odločitve takrat ni, nič hudega, bo prišla v sproščenem, umirjenem trenutku. Kaj zate pomeni pristna ženska? Pristna ženska je v bistvu za mene ženska, ki točno ve, kaj hoče, točno ve, kaj želi, pove, kar si misli, stoji za tem, kar si misli in v bistvu je samozavestna v vsej svoji tej moči, ki jo ima. In iskreno ti povem, pa ne zato, ker ima zdaj ti rdečo šminko, ampak jaz res obožujem in občudujem ženske, ki nosijo rdečo šminko, ker ko vidim pred sabo eno tako žensko, vidim tisto moč, res tisto vztrajnost, samozavest, ljubezen samo do sebe in taki ženski rečem, lej, kapo dol, to je to, ti veš, kaj želiš, kaj hočeš in verjamem, da boš to pač dosegla. Ampak do tja je pot. Pristna ženska, tudi z rdečo šminko, se ne rodi, ampak se ustvari in ti si na tej poti in to je pot osebnostne rasti. Kako pomembna ti je ta pot? V bistvu se mi zdi, da je to najbolj pomembno, da se ti v nekem trenutku ustaviš, mogoče pogledaš sam vase, v svoje vrednote, v svoje želje, v to, kaj želiš biti in predvsem kakšna oseba si želiš biti. Mislim, da je v bistvu najbolj iskreno biti iskren prvo do sebe, ker če boš iskren ti do sebe, če boš sprejel ti vse svoje napake, vse svoje dobre in slabe stvari, boš tudi to potem lahko dajal dalje. In zato jaz mislim, da res nimam tabu tem, da se pogovarjam lahko o vsem z vsakomur, ker tudi včasih imamo te svoje notranje strahove in notranje, oziroma podzavest včasih naredi, da se ne znamo mogoče odločiti, kaj prav, kaj ni. Zato jaz pravim, ko najdeš sebe, ko najdeš res tisto svoje srce, ko začneš spoštovati sebe takšnega, kot si, mislim, da potem to tudi opazi okolica in potem te pelje pot, kam te pelje. Se strinjam popolnoma in moram ti povedati, ravno zaradi tega mi je tvoja zgodba, tvoja mladost, tako zelo pomemben glas, ker je veliko žensk, ki so precej starejše,
pa se šele tega učijo. Na drugi strani pa je toliko mladih žensk, ki to že zdaj vedo in to je krasno videti, da se pa stvari vendarle spreminjajo na bolje, da mlade ženske že toliko prej vedo in razumejo modrosti življenja in po njih tudi pogumno živijo svoje življenje. Je kakšna posebna vrednota, ki jo živiš? Zdaj, tako bom rekla, meni je res najbolj pomembno to, da si ti iskren do sebe, do ljudi okoli tebe. Ne glede na to, kaj se zgodi, ker v življenju so vzponi in so padci. In včasih pridemo do situacije, ko v bistvu ne vemo, kako naprej. In se mi zdi, da mora vsak pri sebi takrat razmisliti o tem. Tako da v bistvu po drugi strani mi je pa zelo pomembna družina, ta ljubezen, ki jo dobiš, ki jo potem tudi lahko daješ naprej svojim otrokom. Ampak vseeno mislim, da res je tista iskrenost pomembna. Se strinjam, iskrenost je ključna, najprej do sebe, potem pa do vseh ostalih. Predlagam, da greva zdaj na en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z mlado podjetnico Žano Blasuto. Žana, povej mi, kakšen je bil tvoj začetek podjetniške poti? Na začetku sem v bistvu odprla SP, tako kot se verjetno odloči vsaka mlada podjetnica, ki še čisto točno se išče, recimo. In začela sem v bistvu delati v prodaji, v marketingu oziroma v trženju za druga podjetja. Potem sem pa v bistvu prišla do točke, ker je bil res tisti nek pressing tempo, nikoli ni bilo dovolj, tudi če sem imela vrhunske rezultate, ni bilo to. In v bistvu sem takrat prišla do spet nekega osebnega spoznanja, tako, da če lahko to delam za druge, lahko delam to tudi zase. In mislim, da je bilo to v bistvu ena najboljša odločitev, kar sem jih kadarkoli sprejela. In zato sem zdaj tu, kjer sem in vesela sem, da sem se v bistvu odločila, da grem takrat na svoje. Ob sebi sem imela takrat tudi partnerja, ki me je zelo podpiral pri tem. In potem v bistvu, če imaš na eni strani nekoga, ki zna delati to, kar bi ti želel delati, in na drugi strani si ti, ki znaš, veš, kaj želiš in veš, da boš to dobro prodal, pride skupaj do podjetniškega zlitja. Tako, do tima, ki pač postane nerazdružljiva. S kakšnimi izzivi si se soočala oziroma se soočaš kot mlada podjetnica? V bistvu odpreti podjetje glih ni težko, pač odpreš podjetje in ga imaš. Potem pa v bistvu podjetniki se soočamo res, sploh mlada podjetja, z v bistvu izzivi, na katere pač nisi pripravljena. V bistvu podjetništvo ni poklic, ampak je način življenja. Res je. Ti v bistvu si skozi v pogonu, tvoja glava je 24 ur na dan, melje, tako. Tudi ko greš v bistvu na dopust, nisi na dopustu, ampak si v službi, ko si v bolniški, pač skozi si v tem tempu. In v bistvu moraš biti vedno pripravljen na, ne glede na to, kakšno situacijo, oziroma ne glede na to, kaj sledi, moraš znati odreagirati. Po drugi strani smo pa nasploh direktorji, v bistvu navadni ljudje, imamo svoje čustva, imamo svoje težave, tudi nam ne gre doma, recimo, kdaj vse po planu, in v bistvu tega ne smeš nositi v službo, ne smeš kazati, da si ranljiv, ne smeš paditi, ne smeš si privoščiti neke napake. Od teh podjetnikov oziroma nasplošno zaposleni pričakujejo, da direktor je vedno top, nikoli ne sme paditi, nikoli ne sme se zjokati. Ampak to je neživljenjsko, ne? Tako, ampak v bistvu pa na drugi strani nikoli nihče ne razume, da tudi če je nekdo, ne vem, direktor v ne vem koliko velikem in uspešnem podjetju, je na koncu to samo človek. In vsi imamo to. In v bistvu ta preboj oziroma, kako bi rekla temu, ravnovesje med recimo osebnim življenjem, poslovnim življenjem, potem kako biti mama, kako ne kazati to, da ima, ne vem, doma kdorkoli kaj težave, to zna biti zelo težko. Po drugi strani imaš pa tudi stranke, s katerimi moraš dobro komunicirati, veš, da
rabiš z njihove strani zaupanje, moraš se znati uveljavljati na trgu, a ne, ker v bistvu, ko ti podjetje odpreš oziroma nasplošno vodstveni del podjetja, a ne, je vse v enem, a ne, ti moraš biti računovodja, moraš biti organizator, moraš biti idejni vodja, moraš biti oblikovalec, ti že moraš zdaj razmišljati, kako se bo jutri odvijal dan, a ne, in to je včasih res zelo težko. Ja, je velik izziv. In tako kot si omenila, ne, ti nisi samo zdaj podjetnica, si tudi direktorica, imaš ljudi zaposlene, jih vodiš. In kaj ti je najbolj pomembno pri tem vodenju ekipe? Pri vodenju meni osebno je najbolj pomembno to, da so zadovoljni moji zaposleni. A ne? Ker če bojo zadovoljni moji zaposleni, če bojo oni radi prihajali v službo, če bojo motivirani, če bojo videli, da lahko dosegajo rezultate, da v bistvu oni vidijo v meni potencial, potem ni nobene skrbi. A ne? Vsak si želi kader, ki mu lahko zaupa, ki stoji z njim ob strani v dobrih in slabih trenutkih. Moraš imeti ekipo, na katero se lahko zaneseš, da veš, da bo delo opravljeno korektno, strokovno, z vsem znanjem, ki ga imamo. In po drugi strani so pa zelo pomembne tudi naše stranke, a ne? Se pravi, kako se bomo mi njim predstavili, kako bo delo izvedeno, a ne? Da če bo karkoli kaj narobe, da bomo priznali svoje napake. A ne? In v bistvu zaposleni, se pravi stranke, na drugi strani dobavitelji, cel krog je pomemben. A ne? In jaz mislim, da če si ti res iskren z vsemi temi ljudmi, da potem v bistvu nekako zadevo spelješ. A ne? Se strinjam, jaz celo rečem, ne, da energijo, ki jo ti imaš in jo vlagaš v vse te odnose, ne, torej tudi to pomeni, da nisi vedno popoln, da si iskren, da si tudi ranljiv. In če to energijo znaš pretakati iskreno skozi vse odnose, ker si ti izvir vsega tega, ne, in te energije se vse tudi potem pravilno zloži, tudi če kdaj ni najboljši dan. Tvoja strast je gradnja pristnih, poštenih, kakovostnih, dolgoročnih odnosov, torej tako s tvojimi zaposlenimi, kar si že omenila, s svojimi dobavitelji in strankami. Kako se tega lotevaš? Iskreno bom povedala, da jaz sem to, kar sem. Meni zelo osebno, mislim, zelo veliko mi pomeni ta oseben pristen stik. Zelo rada grem s kom na kavo, na kosilo, da se spoznavaš, da ti v bistvu obojestransko začutiš drug drugega. In zelo rada spoznavam te svoje stranke, recimo pa tudi zaposlene, zato ker se mi zdi, da res iz tega lahko nastane eno tisto pristno prijateljstvo, tisti pristen stik, ki ga pač imaš z nekom in potem skupaj z njim posledično ti rasteš. Od vsakega se lahko nekaj naučiš in znanje je pa na koncu tisto, kar nam nihče ne more vzeti. Jaz bi tukaj dodala samo v bistvu še misel, posel smo ljudje. Tako. Ne? Tako. Ne cena, ne samo številka, ampak posel smo ljudje in če se začutimo in gledamo z istimi vrednotami, skozi isto prizmo kakovostnih, pristnih, dolgoročnih odnosov, potem je to ta pravi način sodelovanja in povezovanja. Tako, zato pa jaz vedno sprejemam druge takšne, kot so, oziroma delam vedno z drugimi tako, kot si želim, da bi drugi delali z mano. Tako. To mislim, da je res tisto. Je ključen moment, ker se vedno, energije se vedno potem uskladijo in se najdejo. Ampak še en aspekt je pri vodenju podjetja, ki ga nimamo vsi preveč radi, to je finančni aspekt. Kot direktorica in podjetnica se moraš tudi z tem ukvarjati, kako se soočaš z finančnimi izzivi in rezultati poslovanja, ker ne glede na to, da smo posel ljudje, številke pa na koncu tudi morajo biti prihodki večji od odhodkov. Zdaj, jaz mislim, da v bistvu finance oziroma denar na splošno je še vedno neka tabu tema med vsemi nami. Se pravi, kot direktor si ti odgovoren za finančno stabilnost. Se pravi, tudi odgovoren si s tem sprejemaš odgovornost za finančno stanje svojih zaposlenih. Ti moraš skrbeti, prvo so plače, potem so ostale zadeve. In v bistvu mislim, da vsak dober podjetnik mora imeti za seboj še boljšo računovodjo. Nekoga, ki te usmerja, ki ti svetuje, ki ti pomaga, ki vidi, da ko zadeve niso takšne, ki bi mogle biti, ti reče, glej, stop, ustavi se, razmisli, kaj narediti drugače.
In mislim, da tudi to zaupanje med zaposlenim oziroma med direktorjem in računovodjem mora biti res eno iskreno in pristno. Po drugi strani imamo pa mladi podjetniki zelo težek izziv v fazi rasti. Ti si na neki točki, ko, pa zdaj se mogoče to malo čudno sliši, ampak ko si v neki fazi uspeha. In ti ne razmišljaš o tem, da pa se stvari lahko grejo kdaj narobe. In kot mlad podjetnik, recimo ti moraš plačevati vse zadeve po predračunu, na drugi strani imaš pa seveda uveljavljene stranke, uveljavljena podjetja, ki pa plačila po predračunu, seveda, ker oni pa so stabilni, ne izvajajo. Ker tukaj je potem zelo hitro lahko, nam ne zaupate. Ne, v bistvu ne gre se za to, da vam ne bi zaupali, gre se samo za to, da mi lahko lažje, ker v bistvu jaz, ko sem ustanovila podjetje, jaz sem dala v to podjetje res vse svoje prihranke in seveda ti takrat ne razmišljaš, da karkoli kaj ne bo okej. In potem so tu še potem zamiki, ne vem, z raznimi strankami. In kar te lahko, če res ti nimaš nekega ozadja, recimo strani računovodstva ali pa ne vem, kogarkoli drugega, ki ti lahko pomaga, se zelo hitro zna zgodi, da ena napaka, ki jo ti ne boš predvidel oziroma boš nekaj narobe zračunal, te lahko pripelje do nekega padca. Ja, tudi do izzivov. Tako. Ta premostitev je kar izziv. Je kar izziv, ker iskreno bom povedala tudi, pa zdaj se mogoče to malo čudno sliši, ampak banke do teh nas mladih podjetij, ki še pač nismo uveljavljeni, ki smo v fazi rasti, seveda zahtevajo neka zavarovanja. Ampak ta zavarovanja so spet osebno poroštvo. Se pravi, da ti, če hočeš, ne vem, zrastiti, moraš dati po drugi strani pa ne vem, osebno zavarovanje hiše ali pa karkoli da pač. In tukaj je potem to tveganje, kaj ti boš naredil. Je kar velika odgovornost. Še en kratek odmor bova naredile in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z direktorico podjetja Taltech, Žano Blasuto, ki pa je med drugim tudi mamica 2 otrok. Žana, kako loviš to ravnotežje med dvema tako pomembnima vlogama, med biti mamica in biti podjetnica? Včasih je zelo težko. Zelo sem hvaležna za mojo mami, ki res vedno, kadarkoli jo pokličem, pride, pa ne glede na to, ali bo to ob 6. zjutraj, da so pač otroci zboleli, da nimam varstva, vedno bo prišla. In mislim, da v bistvu vsaka podjetnica, ki je mamica, bo sredi, ne vem, še kako pomembnega sestanka zapustila sestanek, če bo klical kdorkoli iz šole, karkoli kaj, da mora iti. In vsaka mamica se bo tudi svojemu otroku oglasila, ne glede na to, kje je, kaj dela in s kom je. In to je včasih v bistvu zelo težko, ker marsikdo tega ne razume. Vsaka mama da na prvo mesto svojega otroka in ti si za otroka seveda pripravljen narediti kadarkoli vse. Sploh to, ker so tako majhni, kot so tvoji, ne? Mislim, da v bistvu je bilo najtežje v času korone, ko sem ostala doma, fant je bil takrat star v bistvu 1. razred, učil se brati, pisati in vse. Ta mala je še po v bistvu hodila v vrtec in seveda, ker je on to vse delo, je želela tudi ona. In v bistvu takrat sem bila čez dan mamica in vso to delo, ki sem ga imela za podjetje, je počakalo do večera. In potem v bistvu smo bile čez dan mamice, po noči pa zvečer smo bile pa v bistvu podjetnica. In takrat sem prišla do tistega spoznanja, ko sem rekla, da v bistvu nič ni bolj pomembno kot biti mama. In takrat sem se odločila, da pač dela več probam ne nositi domov. Saj še vedno se oglasiš popoldan, pa odpišeš na mail, ampak res, ko si z otrokom, ko si v službi, si v službi. In tudi nositi domov iz službe te težave, ki jih imaš, ni glih fajn. Zato si tudi privoščimo vsake toliko časa neki izlet ali pa neki, da res ti, ko si z otrokom, ker na koncu koncev mislim, da otroci si bojo na koncu zapolnili čas, ki smo ga preživeli z njimi, in zapolnili si bojo tudi čas, kjer smo dali službo oziroma druge stvari prioritetno pred njimi. Se strinjam popolnoma in to je res zelo velik izziv mladih mamic, mladih podjetnic,
ker sta to dve tako zelo pomembni vlogi za vsako žensko, biti mama, a hkrati se tudi poklicno, ustvarjalno izražati samo sebe. In je ta balans, to ravnotežje iskati vedno zelo velik izziv in verjetno se s tem mladi podjetniki ne soočajo na tak način. Opažam, da v bistvu se poznam recimo podjetnike, ki so starši, a ne? Ampak jaz res, v bistvu sem postala mamica pri 22, a ne? Zdaj hodita starejši 6. razred, mala 2. razred, a ne? In v bistvu je moja generacija šolska, recimo, a ne, ta družba, v bistvu 10 ali pa še več let starejša od mene, a ne? In mogoče tudi zaradi tega imam drugačne poglede na splošno materinstvo, a ne? Kot pa recimo, ne vem, mogoče kdo starejši, a ne? Pa ne mislim zdaj nič slabega, ampak mi ni žal, no, v bistvu, da sem postala tako hitro mamica, ker mislim, da ima to v bistvu tudi za mene. Zagotovo ima prednosti. Tako. Zagotovo ima prednosti. Se ti zdi, da skozi vse te izkušnje, skozi katere prehajaš, tako poslovno kot mamica, da te to kali v vse bolj samozavestno, suvereno, pristno žensko? Definitivno. Ker res se mi zdi, da skozi vsa obdobja, ki greš, a ne, pa so, ne vem, vedno otroci zbolijo takrat, ko ti to najmanj rabiš, a ne. Ampak v bistvu na koncu koncev, karkoli se zgodi, a ne, moraš ti pogledati vase, v to, kar ti čutiš in to, kar ti misliš. In vedno se moraš odločiti to, kar ti v tistem trenutku misliš, da je prav. In to je vedno najboljša odločitev, a ne. Imaš kakšno posebno filozofijo, ki te vodi čez življenje? Pa iskreno bom povedala, neke filozofije glih nimam, zato ker se mi zdi, da pač jaz sem res to, kar sem. Jaz sem neka preprosta punca, ki so že tudi nekatere stvari mogoče malenkost drugačne, a ne. Ker se pravim, v bistvu jaz sem skozi bila res v neki fantovski družbi in zelo sem vesela, ko srečujem ob svoji poti ženske, ki isto mislijo, isto želijo, imajo neke izkušnje, od katerih se zelo rada učim, a ne. In v bistvu ne filozofiram, pač sem to, kar sem, a ne. In sprejmi ali pusti. To je zelo dobra filozofija, zato ker že zdaj veš, da je najboljše biti točno to, kar si. In stremiti k temu, da rasteš v vse boljšo, vse močnejšo, vse bolj suvereno različico sebe, kar ne pomeni, da se spreminjaš, ampak da postaješ samo notranje še mogoče močnejša, še bolj pripravljena za neke izzive, še bolj modra, kar pač potem pridobivanje let prenese še neko modrost. Ampak ti imaš že zdaj zelo veliko modrosti, kar sem jaz nabirala šele 20 let kasneje. A veš, vsak padec te naredi močnejšega, a ne? Tudi to, da sem postala mamica v bistvu, ko so drugi še žurali, a ne? Mene to takrat ni motilo, a ne? Pač jaz sem takrat sprejela tisto odgovornost in to odgovornost mislim, da opravljam z največjim veseljem, kar je možno, a ne? Saj se ti tudi vidi, to se tudi čuti in to se ti tudi pozna v poslovnem življenju. Ta zrelost, ta odgovornost, ta postavljenost in ti atributi ti bojo zagotovo tlakovali pot tudi v poslu naprej. Resnično upam, da je temu tak. Zagotovo, Žana. Povej mi, kako pomembna ti je podpora okolice, drugih žensk, drugih podjetnikov, mentorjev, mentoric? Podpora okolice je za vsakega od nas izjemno pomembna, a ne? Ker če imaš ti ob sebi ljudje, ki te sprejemajo, ki sprejemajo tvoje odločitve, ki te podpirajo, tudi v bistvu, če kdaj nimaš prav, ti znajo povedati, glej, ni okej, naredi nekaj drugače, ali pa jaz bi naredil tako, a ne? In to je v bistvu izjemno pomembno, a ne? Da imaš ti ob sebi res ljudi, ki verjamejo vate, ki ti zaupajo in na katere se lahko zaneseš. Če bi na začetku svoje poti imela mentorja, verjamem, da bi zadeva drugače stekla, a ne? Mislim, da je v bistvu dobro, da imaš ob sebi mentorja, a ne? Oziroma nekoga, ki ti skozi svoje izkušnje, ki si jih je sam nabral, a ne, pomaga, svetuje, te usmerja, zelo pomembno, a ne? Mentorjev je po moje zdaj, ko opažam, pa prej nisem toliko pozornosti na to osredotočala, se mi zdi, da jih je kar dosti.
Osebno pa mislim, da mentorja ti moraš začutiti. Se strinjam. Če ti z nekom nimaš neke povezave ali pa včasih je že en pogled dovolj, da ti veš, a je nekdo za tebe ali ne, potem nima smisla. Ti res, ko si z nekom, moraš biti to, kar si, moraš biti iskren, moraš povedati, kar si misliš, ne glede na to, ali te okolica podpira ali ne. Kar se tiče pa žensk, bom pa rekla tako. Vedno sem bila v moškem kolektivu, obdana z moškimi, kar mene osebno nikoli to ni motilo. Z moškimi jaz super funkcioniram, sem pa zelo vesela ženske družbe in nekega ženskega povezovanja oziroma izmenjevanja izkušenj, ker se mi zdi, da ko se ženske povežemo, ko stopimo skupaj, držimo skupaj, razumemo tudi to, da si mamica, si partnerka, drugače gledamo na določene zadeve in jaz mislim, da če stopimo ženske skupaj, lahko premikamo meje. Se strinjam popolnoma in tudi v ženskih združenjih in povezovanjih je ena čarobnost. Ženska energija se nikjer drugje tako hitro ne obnavlja, kot prav v družbi enako mislečih, čutečih, srčnih, iskrenih žensk. In zato je to povezovanje žensk tako zelo pomembno in ga ne smemo zanemariti na račun drugih aspektov življenja. To ne pomeni, da je to v ospredju, ampak vsake toliko pa je to res zelo blagodejno. In jaz sem res vesela za vse ženske, ki jih spoznavam v zadnjem času in ki me sprejemajo takšno, ki sem in jaz res verjamem, da se bo skupaj mogoče nekoč nekdaj napisala ena čudovita, iskrena, srčna in pristna zgodba. Zagotovo se bo. Kako skrbiš sicer še zase? Imaš kaki mini ritual, nekaj, kar je samo tvoje? Nekega posebnega rituala nimam, mi pa zelo veliko pomenijo tisti majhni trenutki. Ali je to, ne vem, tista jutranja kavica v tišini. Nikoli nisem bila nek ful hud jutranji tip, sicer ostajam zgodaj zjutraj, ampak ne zato, da bi šla, ne vem, meditirati ali karkoli, ampak zato, ker pač mamice ostajamo prve, Ampak v bistvu, tako bom rekla, zelo pomembno mi je tisto, 2-krat na teden si res vzamem čas za badminton in zumbo in še kakšen sprehod v hrib. Zato, ker takrat smo tudi prijateljice skupaj in takrat v bistvu vidiš, da ni samo tebi hudo, da nima samo ti naporne službe in si izmenjujemo in se podpiramo in meni je to nekaj najboljšega, da v bistvu se res tista pristnost takrat pokaže. Ko grem pa v hrib ali pa na sprehod s psom, je pa v bistvu najbolj pomembno to, da si tisti trenutek sam s sabo, sprejemaš dražljaje iz zunanjih vplivov oziroma okolice. Iz narave, ker narava je res. In že tisti, ne vem, čivkanje ptičkov, šumenje listja, pokanje vejic, ko greš ti v gosti, zelo, sploh ko se moraš umiriti, ko moraš najti tisti nek balans, mislim, da je to najbolj pomembno. Narava je najboljša zdravilka in v naravi so res čudežne energije, pretočijo skozi tebe in ko zaznaš, da si del narave in da se lahko v naravo vedno obrneš in da se umiriš, je to res zelo pomemben ritual. In tudi pitje kave v miru je meditacija. Ja, ker takrat si res sam s sabo največ pomeniš. Tako je, ni meditacija samo to, da ti sediš v lotosovem položaju in pol ure ne spregovoriš. Veliko takih drobnih trenutkov lahko človeka vedno znova vrne nazaj k sebi. Draga Žana, samo še eno kratko zaključno misel za naše gledalke. Kaj bi jim želela sporočiti in seveda tudi našim gledalcem? V bistvu, tako bom rekla, vsak mora biti to, kar je. Brez nekega pretvarjanja, ker slej ko prej se to opazi. Slediti moramo sebi, svojim občutkom, svojemu srcu, slediti smo instinktu oziroma intuiciji, ki nam reče, glej, to je prava pot. Včasih pridemo res v neko križišče, ki ne vemo, kam zaviti. Ampak če te preče levo, pojdi levo. Ni važno, kako izgledaš, ni važno, če imaš, ne vem, 15 kg preveč. Če si ti to, kar si, mislim, da je najbolj pomembno, da potem to sprejema tudi okolica in te sprejema. In nikakor, nikoli, nikomor ne smemo dovoliti, da bi z nami ravnal kakršno grdo, nespoštljivo ali pa da bi z nami res ne ravnal lepo. Tako. In mislim, da ko začnemo ljubiti sebe, ko začnemo sprejemati sebe, ko res začutiš, da je to, da kažeš ti svojo pristnost, se pravim, potem včasih se je treba samo prepustiti in zaupati in potem
se zgodijo čudeži. Si, kjer si, ne, tako. In nisi mogla lepše zaključiti, draga Žana, a vidiš, kako pomemben je tvoj glas, tvoja mladostniška modrost, iskrenost, pristnost. Jaz resnično upam, da je temu tako, zato ker zadnjič sem bila na enem dogodku, kjer so bile pa res mlade podjetnice. Jaz sem mlada, ampak že imam nekaj let izkušenj v tem poslu, ampak nikoli ni dovolj, ne. In ob meni so sedele punce, kjer so imele neke ideje, v glavnem, kar še ni na trgu. In ko sem jaz začela govoriti, kaj delam, da imam otroke, da imam zaposlene, so v meni res mogoče videle nek potencial oziroma nekoga, po katerem lahko, če je uspelo meni, pa ne glede na to, ali je pot gor ali je pot dol, ker je pot gor in dol. Lahko tudi njima, ne. Absolutno, zato tvoj glas, tvoja modrost in tvoja zgodba tako zelo šteje. Tako da res hvala, Žana, da si bila pri meni. Drage gledalke, cenjeni gledalci, jaz verjamem, da ste prepoznali, da se pristna ženska ne rodi, ampak ustvari in naj vam bo naša Žana, ki je bila danes z menoj, v navdih tudi vam. Se vidimo v naslednji oddaji Pristna ženska in hvala, da ste bili z nami.